Dobro jutro in živijo v novem vlogu. Danes od tega starodavnega mesta Perge nadaljujemo pot proti Antaliji. Prvo gremo do enega slapu, ki je blizu mesta, potem pa v center mesta. Kaj bo pa naprej, bomo pa še videli, odvisno koliko časa bo vse skupaj trajalo. Smo si ogledali Antalijo in moramo priznati, da nam je bila kar všeč, tako taka lepa za sprehod, lepe ulice ima. Zdaj smo se že nekako sprijaznili, da to ni več sploh prava Turčija, tako da tudi ko greva v mesto, ne pričakujeva, da bo pravo turško mesto in zato pa tudi nisem razočarana. Gremo pa zdaj še nafilat plin, verjetno, ker ga v Turčiji ne filajo glih povsod, tako da so zdaj najdli eno pumpo, kjer pa je ga. Sicer ga trenutno še ne rabiva, ampak da ne bo imela polki naprej problemov. Potem greva pa še na par servisov vprašati za en del. Ja, prav spuhu se nama je cel malo prerjavela in zdaj že malo ropota, tako da jo bova probala zamenjati, oziroma na servisu bova probala samo del dobiti, pa bova pa videla, a bova uspela sama zamenjati ali bova pa na kakšen neuraden servis šla, da bo malo cenejš kot na uradnem Mercedesu. Včeraj je bil kar naporen dan, ker smo prvo šli do onega slapu, potem v mesto. Pol sta pa šla še čisto na drugo stran mesta, čez ves promet do pumpe, kjer so nafilali plin. V mesto se bo ustavila še na 4 servisih, da bi dobila auspuh, ampak ga na nobenem niso imeli, tako da je bilo to precej neuspešno. Potem so šla pa še v Decathlon, ker sva rabila par stvari, ki jih tudi nisva dobila, ampak ja, na koncu je bila ura že malo pred 6, tako da nisva imela več časa se nekam drugam peljati, tako da smo mogli kar na parkirišču od shopping centra prespati. Ja, nažalost. Zdaj danes gremo pa najprej naprej do enega kanjona, ga pogledati in je nekaj zahoditi, mislim, da je 2 urci vse skupaj. Pa gremo pa še naprej, še 40 km naprej do enega večnega ognja. Bo bolj iz posnetkov razvidno, zakaj je večni ogenj. Tam bo tudi nekaj zahoditi, v bistvu kar veliko stvari imamo za danes, ampak jutri ne bi cel dan dežval, tako da zato sva in včeraj toliko hitela in danes bomo malo bolj pohitela, da bomo te 2 stvari še videli v kakor toliko v redu vremenu.
Večni plamen se nahaja na vulkanskem območju, kjer se pod površjem nahajajo veliki rezervoarji metana. Zaradi pretresov so nastale razpoke, skozi katere lahko metan uide na površje. Zato so bili na tem območju plameni ognja prisotni že v antičnih časih, ko so tu zgradili tempelj v čas Hefajstu, grškemu bogu ognja. Nekoč je bil ogenj precej močnejši, vendar se je v zadnjih stoletjih spremenil v več šibkejših plamenov. Včeraj smo si pol ogledali tisti večni ogenj in nam je bilo kar res ful zanimiv, v bistvu ena bolj zanimivih stvari na tem potovanju. Res je zanimivo videti, kako ogenj kar gori, kar ne ugasne. Sva bolj čakala še, da je bila tema, zvečer je sploh še lepš, ker je pač res veliko teh ogenjčkov. Tako da ja, res se je kar splačalo tja iti. In tudi ful je zanimiv, da ljudje gor prinesejo, ne vem, marshmallows, pa klobase, pa hrenovke, pa jih pol tam nad onim oknom pečejo. Tako da je res tak piknik, pa niti ne rabiš se nič ukvarjati z ognjem, on tam gori, ne rabiš nalagati, ne rabiš nabirati, je to kar praktično. Ja, na izhodišču sicer nismo smeli spati, ne veva sicer zakaj, zaradi tega, ker parkirišče niti najmanj ni urejeno, tudi pot do gor je tako bolj škatljiva, pa je vseeno treba plačati za vstop na hrib ali kaj jaz vem, 20 lir na osebo. In tako da ja, smo se potem mogli prestaviti, sicer sam za ene par kilometrov do vasi. In ker tle ni glih lepo, a danes je tudi bolj kislo vreme, se bomo prestavili naprej, spet do ene plaže, pa bomo videli, kako bo, a bomo ostali kakšen dan ali bomo šli ter naprej. Kar smo se tukaj na tej plaži parkirali, smo se že dvakrat preparkiravali. Najprej so se v bistvu čist hitro po ene parih minutah, ker sva malo naokrog pogledala in so videla, da smo parkirani direkt pod eno pečino, kar je nama je sicer na začetku kar dobro delovalo, ker bi bili malo pred vetrom ščiteni, ampak sva ugotovila, da bo čist celo noč ful scal in naju malo zaskrbeli, da bi se kakšen plaz dol usul, ker sva že kar veliko takih plazov videla, ki so se na ceste usul. In če bi se usul na nas, se najbrž ne bi glih najboljš končali. Tako da so se najprej preparkirala samo ene 30 metrov, da smo bili malo bolj stran od tiste pečine, ampak pol kasneje so pa toliko visoki valovi prišli, da so pa vse zalivali čez, tako da na koncu nismo imeli več druge, kakor da smo se dol iz te plaže preparkirali ene 100 metrov bolj v notranjost, tukaj bolj v sredini vasi zdaj spimo, kar sicer ni toliko lepo, ampak bomo pa vsaj v redu spali. Tako da ja, to je to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem.